Lepo pozdravljeni v oddaji Drzni zmagovalci. Tokrat predstavljamo znanstvenika dr. Matjaža Gamsa z Inštituta Jožefa Stefana, ki je skupaj s skupino sodelavcev na inštitutu zagnal model umetne inteligence v obliki domačega zdravnika. Ta model se imenuje Home Doctor. Dr. Matjaž Gams, lepo pozdravljeni. Lepo pozdrav vsem. Povejte nam, zakaj gre pri tem domačem zdravniku? Ja, zdaj, ko prihaja umetna inteligenca, mi živimo v času revolucije umetne inteligence, se pravi, prihajamo v novo civilizacijsko obdobje in je cela vrsta teh novih sistemov. Tako kot je recimo so prihajali včasih stroji, so prihajali tak, drugačen, tretji stroj, potem je bila elektrifikacija, potem so se začeli pojavljati te stroje na elektriko. No, zdaj se pa pojavljajo sistemi z umetno inteligenco, ampak ne tako, kot sem pa tja včasih, ampak je to prav tak naval, kot recimo Teksas, Amerika, odkrivamo Ameriko, zato ker je tako zredno široko področje, kjer se s temi novimi sistemi lotiš problema, pa ni pomembno, je to medicina, je to pravo, je to praktično karkoli, ti ta nova neverjetna moč umetne inteligence prinese nekaj novega. No, mi smo naredili to za zdravstvo, za domačega zdravnika in je po našem mnenju je ta sistem najboljši na svetu za slovenščino, se pravi, nismo še dokončali teh testov, ampak zaenkrat se kar zdi, da je tista moč je neverjetna in ko ste doma, enostavno ne veste, imate neke ali zdravstvene težave ali tegobe, težava recimo imam vročino ali boli me noga ali karkoli, tegoba je pa recimo, ne vem, imam izpuščaje ali pa spadajo medicine, pač karkoli, greste na naš sistem Home Doctor, najdete ga tudi na naši domači strani, na odseku za inteligentne sisteme Inštituta Jožef Stefan in ga pokličete in odgovarja. Tako kot zdravnik. Ja, tako, no jaz se spominjam seveda drugih časov, pa vi tudi najbrž, kadar je bilo kaj takega narobe z nami, jaz doma sem imela domači zdravnik, to je bila taka debela knjiga in sem lepo brskala po tej knjigi in potem sem se na podlagi tega odločila, a grem k zdravniku ali ne. Vaš sistem je podoben ali je ta sistem tak, da že da diagnozo? V čem je zdaj razlika, kaj dobi človek na tem sistemu? No, ne boste verjeli, tudi mi smo imeli doma tisto debelo knjigo domačega zdravnika in smo frit. Ne smo iskali sem in tja, kaj je bilo. No, to je zdaj seveda nekaj generacij naprej, ampak naš sistem vključuje tudi znanje domačega zdravnika, pa tudi celo vrsto teh medicinskih znanj vsebuje in pa odzadnje ima pa ChatGPT, se pravi sestavljen iz več kosov in vse te kose nekako smiselno sestavlja skupaj, tako da pobere najboljše iz več virov in vam pač svetuje. In pogovarja se z vami tako kot zdravnik, vi nekaj poveste, ta pa ta problem imam in potem vas nekaj časa on sprašuje, dokler se nekako ne razčisti, ne ugotovi, kaj bi bilo in potem vam odgovori, vam pove, tole je pa najbrž škole pa takole in če je manjša stvar, vam svetuje, sami se lahko pozdravite na ta pa ta način, pejte v lekarno, kupite recimo tako in tako stvar, ali pa ne vem, dajte si obkladke gor, lahko pa reče, to je pa bolje zdravniku, to je pa že preveč zahtevna stvar. In ponudi tudi video, ne? Ponudi video, ponudi slike, skratka je multimedijski in ima celo vrsto teh novih modernih lastnosti. Ampak povejte mi, zakaj je zdaj ta sistem boljši od prejšnjih, recimo saj kar nekaj takih sistemov, nekih zdravnikov, kjer sprašujemo in nas zdravnik nazaj sprašuje, v čem je zdaj ta bistvena razlika? Ja. Če pogledamo generacije, pogledamo, kaj mladi ljudje uporabljajo, ker oni so najhitrejše preskočijo na nove sisteme. Nekaj časa nazaj so uporabljali te klasične sisteme, ker si imel bolj ali manj te vzorce vse noter shranjene. In to je bila precej toga struktura, ampak prednost toga strukture je potem, da če to in to in to, potem to, se pravi, vedno je... Če potem, ja. No, namesto teh struktur, te sistemi so še danes v uporabi. Tak sistem je menda na Nizozemskem, na Finskem in to država kar plačuje, ker potem dobiš neko osnovno informacijo. No, ampak tak sistem je tudi vključen v naš sistem, se pravi, ena izmed podmnožic našega Home Doctorja. Potem korak naprej je bil Dr. Google, to je tako izmišljeno ime, ker je
greš na Google in poveš, kaj ti je. In ti nekako Google na klasičen način iščeš, gledaš, kaj bi bilo to, uno, tretje, ne, in potem nekako sam skušaš ugotoviti, kaj ti je. To se pravi, to je že generacija naprej. Po dr. Google so zdaj šli na ChatGPT, to se pravi, to je že tretji korak naprej, ne, oziroma tretji korak. In ChatGPT je do zdaj je bil izredno uspešen. Je že leto nazaj je prehitel na spletnih vprašanjih, je prehitel zdravnike, prehitel vse ostale sisteme, oziroma je boljše odgovarjal na vse ostale sisteme. Skratka, rekel, korak za korak gremo naprej. No, naš sistem je pa še korak naprej od ChatGPT-ja, pa ravno zato, ker ima več teh virov in ima tudi tiste osnovne vire. Pri nas je osnovni vir iz projekta Insieme, to je italijansko-slovenskega projekta, kjer smo sodelovali in je tisto znanje nekako osnova oziroma nekaj tistih pravil je notri in pa ta multimedijski pristop. In na osnovi vsega tega, če greste z generacijo v generacijo, so ti novi sistemi neverjetno boljši. Pa tudi ta ChatGPT stalno raste. Pogosto vprašajo, zakaj pa vi bazirate na ChatGPT-ju. ChatGPT ima praktično vsak mesec neko novo varianto, izboljšano varianto, ki je boljša kot prejšnja. In ravno zdaj, zadnji mesec je spet naredil tak fenomenalen preskok naprej. Tako da ljudje so že kar naveliče reče, ja, v redu je naredil še en preskok naprej, ampak te preskoke niso majhne stvari, to so fenomenalne stvari. Ja, torej v bistvu zdaj omenili ste tudi ta projekt Insieme, ki je bil tudi medijsko predstavljen. Zdaj, bistvena razlika je potem ta, da v bistvu ta nov sistem, ta Home Doktor, praktično se skupaj s chatom uči in raste, njegovo znanje raste samodejno, tako kot znanje v tem umetni inteligenci. Zdaj, če malce poenostavimo, pa ostale vire zanemarimo, imamo na eni strani ChatGPT, na drugi strani imamo pa Home Doktorja, oziroma Home Doktor je sestavljen iz ChatGPT-ja in pa je sestavljen iz Insieme. To je pa taka baza, kjer imate recimo primera. Imate neko bolezen, naprimer melanom, kakšna je najbolj informativna slika, kateri članek je najbolj informativen, kateri video je najbolj informativen. Pri nas so šli vse to zdravniško izobraženi posamezniki, so šli skozi recimo dr. Google, so pregledali, katere slike so najbolj primerne in so jih pritaknili zraven v okviru projekta Insieme. Ali pa so šli pogledati, kateri video je najboljši, najbolj primeren in so ga dali tja zraven. Torej, vi ste sodelovali z medicinsko fakulteto in z zdravniško zbornico. Ja, v zdravniški zbornici smo kakšne 3 mesece nazaj dali ta sistem v uporabo, to se pravi vsi zdravniki, ki so praktično vsi v zdravniški zbornici, imajo in so imeli možnost sistem testirati in odzivi so nepričakovano dobri. Moram reči, da so pozitivni. Pa tudi zdravniška zbornica, ker nikoli ne veš, ali bo v sferi se pojavil nek odpor ali ne. Tudi zdravniška zbornica je izredno pozitivna s predsednico, ki vidi, da je smiselno porabiti nove sisteme, nove mehanizme, da je to nujno pravzaprav za rešitev teh problemov, ki jih ima in slovensko in svetovno zdravstvo. No, prav rešitev teh problemov, velikokrat zdravniki rečejo, da so preobremenjeni z neko birokracijo, dejansko bi oni lahko, če bi imeli praktično na svojem telefonu ali kjerkoli en tak sistem, v bistvu zelo hitreje opravili to svoje delo in se bolj posvetili pacientu. Zakaj pri nam še vse nekaj na roko pišemo, neki fascikli so, neki papirnate mape, ko pridemo v zdravstveni dom, to je čudno. Ja, zdaj, če pogledate Home Doktorja, to je rešitev predvsem za posameznika. Se pravi, posameznik ima recimo ob 10 ponoči ali pa ob 2 zjutraj ima neko zadevo, bi rad vprašal in mu 24/7 mu ta sistem pomaga. Pomaga pa tudi zdravnikom, tako da vse te lažje probleme reši. In če pogledate, k zdravnikom prihaja veliko ljudi, ki ne vejo, so prestrašeni, ne vejo, zakaj pravzaprav gre, ampak pogosto ne gre za nič tragičnega, samo nimajo medicinskega znanja. In ena izmed pomembnih prednosti Home Doktorja je v tem, da za lažje primere, ko ni treba iti zdravniku, da vam kar pomere, naredite to, pa to, pa to, pa to in boste rešili problem sami. In na ta način razbremenijo zdravstvo, tako da zdravniki res potem se ukvarjajo s tistimi problemi, kjer je pa treba. Treba se je zavedati, da sistem
home doktor ne jemlje dela zdravnikom, ampak naredi tisto triažo oziroma pred analizo in pomaga sam, kjer lahko, ostalo pa še vedno pošlje k zdravnikom, kjer je nujna zdravniška obravnava. No, jaz se spominjam, v 80-ih letih sem imela intervju podoben z dr. Bratkom, ki je svetovno znan, je tudi razvil tak sistem diagnosticiranja in pa tudi neke pravne presoje oziroma nekega pravnega razsojanja, pa so prav zdravniki in pravniki bili proti temu, so rekli ne, to pa ne, da bo kar računalnik dajal recimo diagnozo. Ali se zdaj zdravniki bojijo tega sistema? Naš vtis je, da se je to zelo spremenilo. Se pravi, v teh nekaj 10 letih, kakšne 20 let nazaj je to, kar govorite, takrat je bil pravzaprav zdravstvo nek odpor do teh sistemov umetne inteligence, zdaj pa tudi umetna inteligenca strašno napredovala, je postala zelo komunikativna. Če pogledate ChatGPT, kako je prijazen, kako vedno skuša ustreči, te lastnosti tisti stari sistemi niso imeli. Ker ta preskok, ki se je zgodil, ta preskok je in funkcionalen in pa tudi človeško prijazen. Kako pa je s tem tako imenovanim haluciniranjem? Se veste, umetna inteligenca si včasih tudi kakšno stvar izmisli oziroma postavi skupaj neke teze, ki ne držijo. Ja, to je pač problem, ampak ta problem imamo tudi ljudje. In zdaj, včasih, ko so bili fiksni vzorci, si bil navajen, če to, potem to. Ja. Ampak tak pristop v naravnem življenju nekako ni realen. Se pravi, je nekako včasih dela, včasih ne dela, ampak je funkcionalno v bistvu slab. Ampak v tem vašem sistemu domači zdravnik halucinira tudi kaj ali ne? Tam, kjer je bolj ali manj poznana situacija, tam ne halucinira. Seveda ga pa vedno lahko kaj tak vprašate, kaj zelo čudnega in tam pa nimate jamstva več, da ne bo kaj čudnega rekel. Ampak če pogledate, ne vem, okrog 10% teh zdravniških diagnoz je napačnih, ljudje se motimo in zdravstvo je zelo težka naloga. Zdravniki so zelo pametni ljudje, da lahko sploh tako dobro diagnosticirajo. In zdaj, seveda, umetna inteligenca s tem strašnim hitrim razvojem je postala približno tako sposobna kot ljudje, oziroma zdaj, če ste opazili ta zadnji preskok v zadnjem mesecu, zdaj spet na vrsto področji je ChatGPT dosegel IQ okrog 150. Se pravi, 1% do 2% ljudi je še na nekem področju boljši, recimo na področju matematike, na področju obdelave besedil in tako naprej. In je ampak kaj pa to pomeni? To pomeni, da so te sisteme čedalje bolj prijazni, čedalje bolj pozitivni, čedalje manj halucinirajo. Seveda se sem in tja tudi zgodi, da se halucinirajo, ampak to še zdaleč ni tako velik problem, kot je bil pa nekaj let nazaj. No, na katerih področjih v zdravstvu pa je ta vaš domači zdravnik najboljši, recimo? Katera so ta področja? Ja, naš domači zdravnik je najboljši za Slovenijo v svetu. Sliši se hecno, ampak je posebej prilagojen za Slovenijo. Se pravi, če bi testirali, ne vem, Saudsko Arabijo ali pa Ameriko, verjetno ne bi bil kaj posebej boljši od tistih sistemov, ki delujejo tam, ampak za Slovenijo je pa prav specializiran in v naših testih, ki jih moramo še formalno speljati, imamo pa zelo jasen občutek, da je najboljši. Se pravi, ni nobenega sistema na svetu, ki bi bil tako primerljiv po kvaliteti, kot je naš. Ja, ampak jaz sem prav vprašala kopilota za ta vaš sistem in on je pa rekel, da je dober oziroma zanesljiv na več ključnih medicinskih področjih. Zdaj, da vam povem, kaj je rekel Chat, respiratorni sistem, potem je kardiovaskularni sistem, gastrointestinalni sistem, endokrini sistem pa muskuloskeletni sistem, da je tu dober. Kaj vi rečete o tem? Tam je dober je pa tudi drugje, kjer pač ta sistem še ni ugotov, da je. No, ampak recimo, ogromno nam manjka pediatrov, ginekologov, kako pa je s tem? Ja, mislim, da okrog 230,000 žensk je brez svojega ginekologa, 140,000 ljudi je brez svojega zdravnika. In seveda, najbolj enostavno je, da če imate težave, greste najprej vprašati home doktorja. In boste dobili najboljši možen odgovor na svet oziroma tisti pogovor, zdravniški pogovor in svetovanje.
Ampak seveda, včasih bo pa rekel, zdaj pa je treba iti k zdravniku. Ki ga nimamo, ne? Ki ga nimamo, imamo te ambulante, ne, tudi te ambulante so v bistvu, nekaj let smo nagovarjali zdravstvo, da bi te ambulante navedli, no, in najbolj aktiven sem bil kar sam. In potem so jih uvedli, jaz mislim, da je to že en korak naprej, bi se dalo pa še boljše jih organizirati. Sploh bi se dalo celotno zdravstvo bi se dali bolj kvalitetno speljati, če bi hoteli naše pripombe poslušati. Nekaj so jih poslušali, nekaj se je speljalo teh pozitivnih sprememb, žal pa ministrstva in pa politiki iz nezdanega razloga, podobno primer, ki ste prej omenili s profesor Bratkom, ne, danes druge, danes ni toliko problema pri zdravnikih, ampak je problem pri politiki. Prvič ne vejo, niso še začutili tiste dejanske moči umetne inteligence, ne vejo, kaj je to. Ne. In zdaj ne znajo tega uporabljati, ne vejo, kako bi to uporabljali, kako bi to speljali, ampak s to umetno inteligenco lahko slovensko zdravstvo popolnoma reorganiziramo, izboljšamo in dosežemo bistveno boljše rezultate v korist ljudi in pa v korist zdravnikov. Mogoče so tudi kakšni drugi lobiji, kakšni medicinski, ki bi mogoče raje upeljali drug sistem. Kako je s tem? Glejte, tehnologija je danes, umetna inteligenca je tako močna, da bi omogočila, revolucijo ne samo v zdravstvu, ampak tudi v drugih sferah Slovenije. In dejansko se nekaj tega uporablja, recimo slišal sem, da na pravnem resorju skuša upeljati ChatGPT oziroma te metode umetne inteligence. V zdravstvu je zdaj pri nas sistem, ki je na voljo. Vsak človek ga lahko ta hip uporabi. To je ta vaš sistem, ne? Naš sistem, ja. Seveda obstajajo pa tudi neki drugi sistemi ali pa konkurenčni sistemi, kolikor imamo mi informacij, niso konkurenčni našim vsebinsko, ampak so precej slabši in šele nastajajo in bodo nekatere celo financira država in se vprašaš, kje pa to logika, volite, tle imate sistem, vsi ga lahko uporabljajo, obratovalne stroške bi bilo treba plačevati, zdaj obratovalne stroške plačujemo mi iz raziskovalnih projektov, kar ni prav, ne? Ampak država bi morala dati recimo tistih, ne vem, recimo, nekaj 10.000 ali mogoče 100.000 na leto za elektriko, za klice drugih sistemov in tako naprej. In ko smo bili pa na ministrstvu, ne, da smo se skušali to dogovoriti, ampak efekta pa ni bilo. Ne. Ampak zdaj do 1. februarja prihodnje leto, zdaj je to brezplačno, kaj bo pa potem? Do 1. februarja je brezplačno, naprej pa ne vemo, naprej pa bi bilo prav, da bi se pač že ministrstvo oziroma vlada, da bi to nekako se uspeli dogovoriti z njimi, ampak ne vem, kako bi to lepo povedal. Ne. Ja, povejte. Zaenkrat ni videti, da bi lahko to bariero prebili, ker se je tam kar nek blok vzpostavil in ne vem, seveda bo pa treba to, mi opozarjamo javnost, mi opozarjamo tudi ministrstvo in politiko, da imamo tle en sistem, ki je izredno dober, izredno kvaliteten, izredno učinkovit in bi bilo normalno, da bi ga potem peljali v javno zdravstvo, tako kot so naredili na Finskem in drugih državah. S starimi sistemi, za nekaj generacij starejšimi, slabšimi sistemi in če tega politika ne bo naredila, seveda potem je to mogoče še en pokazatelj, da je, kje je glavni problem. Ne? Glavni problem je tam, ker bi bilo treba narediti odločitev, in tam se ne sprejemajo dobre rešitve, žal. Upam pa, da se bo ministrstvo na osnovi tega, da se že več mesecev sistem testira, da ga lahko sami testirajo, da bi se stvari spremenile, da bojo našli tiste majhne denarje, zato da bi res pomagali zdravstvu v Sloveniji, da bi pomagali ljudem. No, ampak recimo po 1. februarju, kaj se bo zgodilo? To vendarle je lahko tudi podjetniški projekt, ne? Nekaj bo posameznik plačal, ali kako bo s tem, ko bo vstopil v ta sistem? Ja, vedno lahko posameznik sam plačuje, cena je ali 0,01 ali pa 0,1 evra na eno seanso. 10 centov. 10 centov, če se tako človek odloči, to se mi tudi ne zdi strašen denar. In ta seansa traja? Pač normalno traja nekaj minut, recimo 5 minut. Ampak je omejena ali ne? Mislim, da je omejena. Vse te stvari so fleksibilne. Potem, zdaj, ali plača posameznik, pogovarjamo se z našo občino, to je Log Dragomer, da bi
vpeljala sistem, ker eno je, če rečete vsem občanom, poglejte, tukaj imate sistem, lahko se pa povežete, ne vem, z upokojenci, z, ne vem, društvom takih in takih bolnikov in jih nekako preko tečajev, jih nekako informirate in peljete ta sistem, da dejansko začnejo uporabljati sistem. Ne. In z občino smo v pogovorih, jaz upam, da bomo uspešno zaključili. In potem, če se bo tle ena občina izkazala, bomo pa mogoče preko občine skušali pomagati ljudem. Čeprav še vedno ne razumem, zakaj ministrstvo tega zakaj ministrstvo ne potrka na naša vrata in nam čestita, nam prinese rožca in steklenico vina. Evo, nekaj famoznega ste naredili za slovensko zdravstvo, za slovenske ljudi, mi vam čestitamo in zdaj se bomo pa pogovorili, kako bi to vpeljali. Ne. No, tole je logo, ne? To naj si ljudje zapomnijo, to se pravi zdravnik v hiši, ne? Hišni zdravnik ali kako. Ja. Kako ste zasnovali ta logo, kdo je to naredil? To so pa naši fantje naredili. Seveda obstaja tle ekipa 50 ljudi, ki dela že nekaj časa. Sistem razvijamo približno 10 let. To je zdaj ta ekipa, ne, recimo. To je cel odsek, del tega odseka je naša ekipa. Odsek za inteligentne sisteme. Cel odsek je odsek za inteligentne sisteme, naša skupina je pa agentna skupina. Aha. In kaj je prinesla ta skupina? Vidim, da je veliko mladih, tudi oni prinesejo kaj novega. Seveda vsak posameznik nekaj prispeva k projektu. V glavnem se pa ukvarjamo kot odsek, se ukvarjamo z umetno inteligenco. Na inštitutu so v bistvu 3 odseki, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco. No, ko sem sam prišel, je v sobo profesor Bratka na inštitutu, že Štefan, je bila ena sama soba za umetno inteligenco. Zdaj pa so 3 odseki in vsi 3 imajo kar zanimive projekte. Kot sem rekel, dogaja se revolucija umetne inteligence. In če bi država se zavedala tega pomena, bi skušala jo vpeljati v čim več možnih področij. Saj imamo ministrstvo za digitalno preobrazbo, ne vem kako se že, ampak imamo tam neke računalnike, ki se valjajo po Logatcu, neuporabljeni. Imate kakšen komentar? Zdaj to ni znanstveno, ampak to je zdaj vaš osebni komentar. Ja, to je zdaj moj osebni komentar. Vse, kar govorim, je pravzaprav večinoma osebni komentar. Ampak nekako tista gospa ministrica, ki naj bi skrbela za digitalno preobrazbo, je večkrat šla v medije in je rekla, da računalništva pa osnovne šole ne bomo uvajali. Ne. In to je pa tako, kot če bi celi sferi računalništva pomahali z rdečo zastavo, ker nam pade pač zavesa čez oči. Skratka, učimo se, ne vem, drugega, tretjega jezika. Kaj imaš od tega? Nič, ne, praktično, ne. Medtem ko pa v računalništvu pa zaostajamo za večino evropskih držav. Imamo manj pouka računalništva znanosti v osnovni šoli. Ne. Kako je to mogoče? Se pravi, tisto ministrstvo, ki naj bi uvajalo računalništvo, digitalizacijo, napredek, pa pogledate potem, kaj pa dela in kakšne teorije zastopa. Vidite, da nastopa pa proti računalništvu, proti digitalizaciji. Mislim, če to kdo razume, ne? In to je podoben problem, ki ga ima zdaj pri Ministrstvu za zdravje. Ne? Ta umetna inteligenca, pa obstoječi sistemi, ki smo ga mi naredili, ne? Zakaj ga ne uporabljajo, zakaj ga ne pomagajo peljati, če rabijo certifikat, zakaj ga ne certificirajo? Vse to ni strašna umetnost. Mislim, to je nerazumljivo, zakaj smo tako zaostali. Poglejte, ko smo naredili te prve stike z zdravniki, sem imel predavanje za zdravniško zbornico in je tam bilo čez 400 poslušateljev. Ne. In odziv je bil zelo pozitiven. Zdravniki so bili zelo pozitivni, ko so pametni ljudje zdravniki, to smo že večkrat rekli, ne, in so dojeli, kakšno moč ima umetna inteligenca in kako se je treba zdaj obrniti. Ne vejo sicer še čisto dobro, kako to dejansko uporabljati, ampak tekom časa se bo to skristaliziralo. Torej, recimo, zdravniki zasebniki se bodo lahko naročili na ta sistem. Ta sistem tudi 1. februarja ne bo propadel, lahko ga bo nekdo najel, ali kako je s tem? Zdaj, vsak posameznik lahko kadarkoli, ali je zdravnik ali katerikoli drugi poklic, plača tisti 0,1 evra, če hoče zmogljivo varianto. Malo slabša, cenejša varianta je pa 0,01 evra. Ampak mislim, dati 0,1 evra za eno zdravniško seanso najbrž pa res ni problem. En cent, ja. In to bo naprej veljavi. Do takrat mi upamo, da bomo našli nek stik z vlado oziroma z
ministrstvom, treba je tudi to omeniti, ne, ko smo se mimo ministrstva pogovarjali z drugimi visokimi predstavniki vlade, je bil vtis bistveno boljši. Bili smo tudi na tem strateškem svetu pri dr. Breclu, tudi tam sem imel kratko predavanje in tudi tam je bil vtis kar dober. Ne. Tako da, kaj ne rečem, jaz upam, da tiste stvari, tiste sisteme, tiste fantastične stvari, ki jih imamo pred nosom, da jih bomo uspeli uporabiti, a se komu zdi to zelo težko, ali pa zakaj tega ne bi naredili. In potem bo seveda življenje ne samo pacientov, pa tudi zdravnikov boljše. No, lahko pa bi iz tega nastal tudi nekakšen, kot rečejo, spin-off. To se pravi, nekdo iz te skupine bi lahko naredil podjetje, pa ki bi to tržilo. Se mi zdi, da bi bila to tudi varianta. Mogoče bi pa potem laže zlobirali, da bi to nekdo kupil ali kako uvedel, upeljal. Tudi to je varianta, seveda. Ne. Vprašanje je, ali je taka osnovna storitev ali storitev javni sektor, se pravi, ali je zdravstvo javno ali je privatno. Ne. Zdaj, ne vem, mogoče meni se zdi, da tako osnovno funkcionalnost bi pa res lahko država financirala. Še posebej pogledajte, kakšne težke milijone ali pa desetine milijonov grejo, zakaj. Ne? Tukaj je pa govora o nekaj 10 tisoč, mogoče 100 tisoč evrih na leto, in tega denarja pa ne moramo dati. Ne? Zato je... Pa kdo že presoja to ali ne? Se to kdo pogovarja o tem? Ministrstvo to ve, se že mesece mi sporočamo, pravzaprav kar pol leta že komuniciramo z ministrstvom, posredno, včasih neposredno. In jaz še vedno upam, da bodo nekoč razumeli, kaj se pravzaprav dogaja in zakaj je to pomembno za Slovenijo. No, zdaj, če greva z vidika uporabnika, malce nam povejte, kako nekdo vstopi v ta sistem. Pove osebne podatke, letnico rojstva, da rečem EMŠO, kako vstopi v ta, ali je to popolnoma anonimno? To je popolnoma anonimno. Tudi svetujemo, da ne pišete o sebi, ampak rečete, pač ena oseba je... Sprašujem za prijateljico. Ali pa za soseda, ne? Ja, za soseda sprašujem. Ja. Sprašujem za prijateljico ali pa soseda, ki ima take in pa take lastnosti, ampak potem, ko se nehate pogovarjati, se vse pozabi. V nulo, kot da tega pogovora ni bilo. In program je tako zanesljiv kot elektronska pošta, se pravi, če ne verjamete, ne zaupate elektronski pošti, potem tudi našemu sistemu ne zaupate. Če pa zaupate elektronski pošti, potem pa približno toliko zaupate našemu sistemu. To se pravi, tu ni tega varovanja osebnih podatkov po tako imenovanem GDPR-ju ali tudi? Zdaj, do problema sploh ne pride za tega, ker vse informacije, ki jih da posameznik, načeloma jih ne bi dal osebi, ampak v neki fiktivni osebi, se dejansko, naprimer, nek starejši morda, ki ni toliko vešč, bo pa morda nekdo mlajši pomagal. Ne? Tega sistem seveda nikoli ne more vedeti, ampak absolutno vedno vse pozabi. Čim je konec seanse, se vse pozabi. Vi lahko date notri kar hočete, recimo izvide, laboratorijske izvide, katerokoli drugo informacijo, ampak po koncu pogovora je to adijo, ni več. Je brisano. To se pravi, tam ni neke datoteke, moje datoteke, pa bi rekla, tam so moji izvidi, ne, in gremo naprej od tega. Tega ni. Potem je vse. Tako, vsake začnete pogovor z začetka. Seveda smo mi predlagali na ministrstvu in na vladi tudi, da bi bil sistem celovit, ugrajen, kot recimo ZVM. Ja. Tudi to smo predlagali. Tam je seveda GDPR pride upoštev, oziroma je treba se te stvari upoštevati. In ta projekt pa, tega projekta zaenkrat še nismo realizirali in smo šli na Home Doktorja, ki se v bistvu temu problemu izogne. In so neki plusi in minusi zaradi tega. Ne. Plus je to, da je res vse anonimno, vse se pozabi, vse podatke da sam človek, zato morate po vsakič svoj izziv ponovno notri navesti. Seveda v ZVM pa imate vse te podatke o starih diagnozah že notri. In ta Home Doktor je v bistvu samo začetek ali pa prikaz, kako bi se dalo revolucionirati slovensko zdravstvo, če bi uporabili metode umetne inteligence. In bi združili oba. Ja, tisto, kar bi mi res radi, da bi naredili celovit sistem, ki bi bil še bistveno bolj učinkovit, in je to začetek. Zdaj, zakaj se pa ministrstvo temu opira, zdravniki se ne.
Torej, kdo pa lahko vstopa v ta sistem? Z vidika uporabnikov, pa tudi z vidika zdravnikov. Lahko zdravniki tudi vstopijo, če jih zanima, recimo, karkoli v zvezi s tem. Zdravniki imajo že 3 mesece ta sistem na uporabo preko Zdravniške zbornice Slovenije. In mi pa tudi pravzaprav že kakšen mesec dajemo v javnost, tako da lahko vsakdo testira. Najprej smo dali morda nekim skupinam vnaprej mesece testirati, tako da smo izboljševali tiste slabosti. To je običajen pristop pri vseh teh sistemih. Ampak zdaj je že kar izdelan, izkušen, ga seveda stalno popravljamo, dopolnjujemo. Torej, vi tudi vstopate potem v ta sistem? Kdorkoli. Vsakdo lahko vstopa v sistem. Ampak vse se briše. Vi praktično ne veste, kakšne vprašanja so bila danes. Tako. Na podlagi teh vprašanj ne morete narediti neke statistike. Ja, to je pa vedno so plusi pa minusi. Ne? Mi ne vemo, kaj ljudje sprašujejo, in zato prosimo, dajte nam pomagati, pa nam, če imate čas, pa povejte, kaj je bilo pri sistemu, kaj je problematičnega, kaj je bilo v redu. Zaenkrat večinoma dobivamo pohvale. No, bomo videli, seveda preizkusili, če bomo to potrebovali, in seveda vam želimo vse najboljše s tem, pa verjamemo, da boste tudi obveščali javnost, pa najbrž tudi ministrstvo. Ampak zdaj, če pustiva ta znanstveni del, tudi vi osebno, s temi vašimi osebnimi prepričanji, veliko nastopate v medijih. Nekaj tes je bilo takih znanih, recimo velikokrat govorite o demografiji, o demografskih problemih Slovenije. Kdaj bodo Slovenci izumrli? Ja, hvala za ta vprašanja. Najprej bi rekel, da so to seveda strokovna, pa vendarle osebna stališča, da odzadaj ni nobene inštitucije, ker so večno neki problemi. Star pregovor je, da strele sekajo visoke vrhove, zdaj po tej definiciji sem jaz stalno na nekem udaru, ker vedno povem nekaj novega. Po mojem mnenju znanost lahko služi temu, da generiraš novo znanje, lahko je pa to znanje koristno, uporabno in pomaga ljudem. Kot tle pri Home doktorju, to je nek sistem, ki dejansko pomaga ljudem. Kaj pa v tem slabega? To bi moralo biti dodatno cenjeno, spoštovano, da se pomaga tem prenosom. No, in podobno smo odkrili za zdravstvo, za okolje, za celo vrsto področji smo s temi metodami umetne inteligence, ki imajo neverjetno moč. Smo odkrili ogromno stvari, potem, ko jih poveš v javnosti, se pa vzdigne vik in krik. Ampak sej to ni nič novega. Poglejte, ko so odkrili, da se ne vrti sonce okoli zemlje, ampak zemlja okrog sonca, so zapirali vse tiste, ki so v novem spoznanju govorili. No, tle se dogaja podobno. Celo vrsto novih spoznanj sem sporočal in tudi pred kratkim o okolju, o kmetijstvu, še prej o demografiji, kar je pa povzročilo potem seveda vik in krik, in seveda z nizko rodnostjo, kot jo imamo Slovenci, pa Evropa, bodo vsi mali evropski narodi izumrli, slovenski okrog 200 letih. In zato ne rabite zapletenih modelov, mi smo pognali sicer zapletene modele umetne inteligence, ampak tudi, če na roke računate, vidite, da je rezultat približno podoben. Ampak se to jasno, poglejte, če imate gozd, pa več posekate kot zraste, je samo vprašanje časa, kdaj bo zmanjkalo recimo dreves. Zdaj, če je rodnost 1,5, 1,6, morala bi biti pa 2,1, je jasno, da bo tiste generacije, tiste genetske podskupine zmanjkalo. Seveda vi lahko vedno pripeljete ljudi od zunaj in kljub temu, da domače avtohtono prebivalstvo izumira, lahko prebivalstvo raste. Tako je bilo v Sloveniji. Število prebivalcev je raslo, vendar na račun priseljencev. Pa v Franciji je bilo tako, recimo. Ja, oni so imeli edini prirast prebivalstva, ampak ne zaradi domače rodnosti. Ja, to je bilo marsikje. Recimo Štokholm se je, ko so imeli neko konferenco gor, Štokholm se je hvalil, da njihovo število prebivalcev raste, ampak niso pa povedali, da na račun migrantov. Ampak to je pa zdaj spet dolga debata, koliko je težav, pa problemov, pa prednosti in pa slabosti, eno in drugo imate. Ampak ključno je to, da bodo vsi mali evropski narodi v nekaj stoletjih izumrli, če bomo nadaljevali s sedanjim trendom. To ne pomeni, da na področju Slovenije ne bodo več živeli neki ljudje, ampak ti ljudje ne bodo več v genetski relaciji
z recimo sedanjim avtohtonim prebivalstvom. No, prav tu potem nastopi to, kar ste prej rekli, ne? Recimo, da je zdaj umetna inteligenca je že tako pametna kot ljudje z količnikom inteligence 150. Ne? To se pravi, umetna inteligenca bi, če bi bila v politiki, sprejemala neke druge odločitve. Mi smo pa, ker smo pač ljudje, pa nismo tako pametni kot umetna inteligenca, pač v bistvu sprejemamo neke bolj politično korektne odločitve. Kako je s tem usklajevanjem? Zakaj mi ne odločamo in ne sprejemamo takih ukrepov, kot jih svetuje umetna inteligenca ali pa bi jih nakazala? Ja, to je pa ena izmed glavnih stvari, ki jih povem na vseh predavanjih, da je v bistvu umetna inteligenca edini rešitelj, ki ga imamo na voljo. Človeštvo, posebej zahodna civilizacija, nekako v nekem krču gre v neko čudno smer, a ne zdaj, kdo jo bo pa nekako nazaj spravil na pozitivna pota. In edini rešitelj, ki ga tle vidimo, je to, da je neka umetna inteligenca pametna, sposobna, objektivna in da nam tukaj pomaga najti pravilno pot. Poglejte, problemi, ki jih imamo z migracijami, problemi s premehno rodnostjo, če smo pri demografiji, problemi z okolju, tle cela vrsta nekih kompleksnih, zapletenih, težkih problemov, ki sami jih ne znamo dobro reševati, pa ne samo to, celo vidimo, da so rešitve slabe ali pa celo zelo slabe. Po zdravi pameti takoj vidiš, da so nekatere rešitve slabe, pa se kljub temu forsirajo in ne razumeš, zakaj. Ampak umetna inteligenca tudi briše, ne, pravzaprav. Z Wikipedije, mogoče ste vi padli na nek nižji rang teh znanstvenikov, kot ste bili prej, če se kdo ni strinjal, pa je malce posegel v Wikipedijo, v Google in vas je vrgel par stopnic dol. Ste pa posegli še na drugo vprašanje, ki ga tudi predavam, ne, čim poleg zaposlitve na inštitutu učim še na 3 fakultetah. Namreč, ali še verjeti današnjim medijem, ali še verjeti današnjim, recimo, enciklopedijam. In 10 let nazaj smo učili, ja, mediji so malce problematični, ampak enciklopedijam pa še lahko verjamete. No, danes pa učimo, da ne velja verjeti ničemur, kar pišejo, ne. Razen, kadar pišejo o objektivnih stvarih, kako veliko je sonce, kako daleč je sonce in tako naprej. Čim je pa govora o neki vojni, politiki, ideologiji, migracijah, recimo, ne, demografiji, tam pa boste ugotovili celo kupico stvari, ki ne drži, oziroma po nekem algoritmu, ki ga tudi učimo, ne, lahko preverite, je tisto res ali ni. Zdaj, ker so zelo močne struje, recimo kakšen cancel culture pa fašizem, oba dva ekstrema nekako dobivata na teži. To je kultura zanikanja, brisanja, ne? Ja, lahko, nekateri rečejo tudi stalinizem, jaz rečem temu levemu ekstremu volkizem, recimo. Ja. Neko ime jim pač moramo dati, ne. In te struje so seveda neznanstvene. One ne pristajajo na to, da je ena, dva po domače povedano, da znanstvena dejstva obstajajo, da bo recimo slovenski narod izumrl, čeprav ima negativen prirast, čeprav je to vsakmu jasno, ne? Ampak ne pristajajo zato, ker je to govore o ideologiji, in ideologija pač ne priznava dejstva, ne priznava znanosti. In zakaj sem jaz v spopadu s temi ideologijami? Zato, ker so neznanstvene, trdijo stvari, ki niso res. Glejte, če moški se prepiše, da je ženska, je še vedno moški. To ne morete reči, da zdaj, če je pravno ženska, da je tudi biološko ali pa naravno, da je. Ne? In to je značilnost vseh teh ideologij in je vprašanje, ali prevlada tisto, kar je sredinsko, kar je stroka, objektivnost, korektnost, poštenje, ne, ali pa prevladajo te ekstremne ideologije. No, in potem tisti, ki opozarjamo, smo seveda trn v peti tem ekstremnim ideologijam, ker opozarjamo, kaj je res, pa kaj ni res. In zato seveda potem nekaj plačamo gor, zato imamo manj nekih citatov v Googlu, zato v Wikipediji ste lahko našli, v slovenski Wikipediji ste našli tudi razne gostilniške izraze, pri meni, ne, v opisu, kaj sem naredil, kar neki gostilniški izrazi noter, in sem se potem pogovarjal z uredniki in potem smo prišli hitro na debato o demografiji in so seveda trdili, da ja, čeprav imate premajhen prerastek, to ne pomeni, da boste izumrli. Ja, res, krasno. Ja, dobro, ne, mislim, dejansko tudi medijsko vas napadajo, ne, v bistvu zaradi kakšnih izjav. Kaj se vam dogaja? Ja, no, to smo že rekli, da strele sekajo visoke vrhove, da to ni nič novega, ne. Vsi tisti, ki so
štrleli ven po nekih novih idejah, novih spoznanjih. Vsi tisti, ki iz povprečja dvignejo glavo, ne, so pod nekimi napadi. Ne. In to je zdaj, seveda, čim vi poveste, da slovenski narod izumira, da bo s takim tempom, to je tako kot žaba, ki se kuha počasi v loncu. Ne. Pa ne ve, da se kuha pravzaprav. Ja, in potem, je toplo, pa kuhana. Ja, in če to poveste, pa ste nekoč bomo posegli kritično temperaturo, ne, in bo posledica slaba, ne, kuhar je nezadovoljen, zato ker ste zdaj izdali njegovo skrivnost, ne, in hoče še, bi rekel, še naprej plahtati ljudstvo s tistimi svojimi teorijami, ki so pa škodljive. Ne. Posledice teh ideologij so zelo škodljive. Poglejte, vsak peti otrok, oziroma približno vsak peti otrok se rodi preko interneta, vsak peti ali pa še več Slovencev, moški in ženske imajo težave z rodnostjo. Se pravi, če težko dobite otroka, je v precejšnji meri kriva ta ideologija, ki za nalaš noče financirati raziskav, zakaj imamo težave s plodnosti, za nalaš tega nočejo delati. No, zdaj, v zadnjem času ste bili tudi kritizirani zaradi nekih okoljskih tez. Bil je nek posvet v državnem svetu, kaj je bilo to? Ja, no, se pravi, na več teh področjih uporabiš metode umetne inteligence in odkriješ, da ni tako, kot pišejo glavno mediji, kot misli javnost. Ne? Ja. In eno je pri demografiji, eno je zdaj pred kratkim je bilo v okolju. To je bilo v povezavi s kmetijstvom, ali je kmetijstvo en izmed pomembnih onesnaževalcev okolja, ali je pa v bistvu kmetijstvo tisto, ki nekako najbolj skrbi za okolje. Ne? In če naredite eno konkretno analizo, vidite, da življenja ni na avtocesti, tam se ne proizvaja kisik, tam se troši, oziroma troši se kisik celo, ker avtomobili pač za izgorevanje potrebujejo, ne, kisik, tam se proizvaja CO2, kaj pa na njivi, ne, kaj pa na njivi v primerjavi recimo s travnikom ali pa gozdom, ali se tam proizvaja več kisika, ali se več CO2 pobere in ugotovite, da je praktično normalna njiva, da je čisto konkurenčna glede okolja in travnikov in pa gozdov. Ne. In to je bilo zdaj nekako eno šokantno odkritje, ne, ampak pač to je tako, to je izmerjeno, dokazano, znanost vam pove to. Ne. Zapravo, ne morete kriviti zdaj kmeta, zato ker ima krave, pa ne vem, kaj deluje. Ne. Potem je bila trditev, recimo pred kratkim sem bil na neki komisiji v državnem svetu in so trdili, da so naredili so neko študijo, kjer so zagovarjali, da je metan razpade v približno 100 letih. No, veš, vsi glavni viri trdijo, da metan razpade v 12 letih. Ampak če je razlika med 100 pa 10 je približno 10-kratna, a se vam ne zdi, da potem to bistveno zmanjša vpliv živinoreje? Zakaj tak strašen pritisk, da je nekaj živinoreje narobe, če so živali del narave, divje in domače. Ne? Res je to, da pravzaprav je divjih živali čedalje manj, zdaj samo še 4% vseh sesalcev na kopnem je divjih. In to moramo nehati s tem, ne? Ampak glavna komponenta, tisto, kar je pa verjetno še dodatno razjezilo nekatere, ne? Tiste, ki prodajajo meglo, je bilo nekaj drugič. Prvič, jedrska energija je najbolj ekološka energija do vseh. Je bolj ekološka, kot so vetrnice ali pa sončna. Posebej sončna, če jo postavljate na neke kmetijske površine. Na travo, ki je tako dobra, ne? Tako smo prej rekli. Ključne so zelene površine, se pravi, mi izredno hitro uničujemo zelene površine. Če se postavimo nekaj 10 let nazaj in naredimo projekcijo, vidimo, da leta 2050 v Sloveniji ne bo več kmetijskih površin. Zato, ker je tempo izginjanja tako hiter. Mi izredno lahkotno zgradimo novo cesto, nov shopping center in uničimo zeleno površino, ki je osnova za življenje. Brez zelenih površin ni življenja. In to se mora nehati. Mi moramo nehati uničevati zelene površine. Ali pa recimo še ena druga ugotovitev, ko se šel to preračunavati. Recimo, hidroenergija pred 10 leti se nam je zdela ena najbolj čistih. Ne? Kar postoje tudi je trajna, ko naprej nima nekih CO2 izpustov, posebnih. Ne? No, potem greš pa to preračunavati, analizirati z metodami umetne inteligence in ugotoviš, da je po uničevanju površine je najslabša izmed teh ključnih. Najslabša. Jedrska je pa najboljša.
Kako je to mogoče? Zato, ker velike površine pokrijete z vodo, ker morate postavljati pač v ravnini, ker je v gorskih soteskah je pač že zmanjkalo teh možnosti, da bi še jezove postavljali. Se pravi, veliko površino spremenite v vodo, čim pa voda ne teče hitro, notri nastajajo toplogredni plini, pa stropjeni plini in tako naprej. Ne. Se pravi, hidroelektrarna, ki je bila pred 10 leti, saj z moje strani smatrana kot ekološka, čista, se zdaj kaže kot ena najslabših enoto energije, potroši največ površine. Šokantno, ne? Tudi nas je šokiralo, ko smo delali te analize, no pa vedno, ko poveš nekaj novega, pa seveda potem precej lobijo začne skakati. No pa zanimivo, da izgubljamo to bitko za zdravo pametjo, ne? Se včasih je pa vendarle res, če se prav spomnim, dobro, oba dva so hodila na Bežigrajsko gimnazijo, znana, zelo znanstvena, matematična in tako naprej, pa vendarle smo se učili dobro, da pač verjamemo številkam, podatkom. Zdaj pa zmaguje neka ideologija, neka volk, nekaj, sploh ne moramo verjeti, kaj se dogaja. Kaj se dogaja? No, zdaj ste pa mi vzeli besede z usta, ne? Ker točno to je, kar je zaskrbljujoče. Ne? Sprav, zakaj tiste osnovne vrednote evropske civilizacije, da smo vsi enakovredni, vsi enaki, da se spoštujejo med sabo, da je stroka velja, da to, kar narediš, če več narediš, da si bolj plačan. Vse te stvari nekako začenjajo razpadati, kar nekako degradacija vsega tega se dogaja. Kdo pa to dela, oziroma kdo pa to uničuje, neke ideologije. Ne? In seveda omenil sem že dve te ekstremne ideologiji, ki to uvajata. Nerazumljivo je pa, zakaj se pa to med ljudmi nekako prijemlje. Ne? Se pravi, zakaj? In tukaj se pa zdi, da je pa negativni učinek teh socialnih omrežij, kar pogledajte, nek znanstveni članek prebere recimo 100 ljudi. Nekega tega vplivneža, ne, prebere pa 100.000 ljudi, 1000krat več ljudi ga prebere. Se pravi, tisto, kar je nekdo, ampak potem pa pogledate, kakšno izobrazbo imajo ti ljudje, kaj govorijo in ste šokirani. Se pravi, ljudje so začeli ne verjeti v lažnim prerokom. Ne. No, ampak vendarle, ne, na eni strani je pa tudi premalo pravih informacij. Recimo, v času covida, z vidika umetne inteligence, ne, povejte, ali smo sprejemali prave ukrepe ali ne? Ja, tukaj smo pa mi bili tudi na enem tekmovanju, X-Prize tekmovanju, kjer smo bili drugi in smo skupaj smo kot tim dobili $250,000 nagrade. Drugo mesto, to je bil kar odmeven rezultat, ker če pogledate, z katerega področja, koliko takih nagrad smo dobili v Sloveniji vseh časov, ne, vidite, da je to, pa še tudi druga tekmovanja smo se tudi zvrstno odrezali, ne, in ugotovite, da so bili ljudje približno 20% slabši. Se pravi, umetna inteligenca je 20% bolje predlagala ali zapreti vrtce, ali šole, ali podjetja, in tako naprej, kot so to delali. Tudi v času covida v Sloveniji. Ja. No in potem smo mi, vsaj za ta zadnjo zaprtje, smo pač pognali sistem in smo nežno predlagali ne zapreti, ampak so vseeno zaprli. Zdaj, umetna inteligenca je seveda dober pomočnik, če jo upoštevate. Seveda morate nekako po zdravi pameti se vprašati, ali verjamem temu, kar predlaga umetna inteligenca ali ne. Kdorkoli uporablja ChatGPT, ve, da včasih zgreši. Se pravi, ni treba slepo verjeti, kar ChatGPT reče, ampak recimo v 80-90 primerih od 100 pa predlaga nekaj boljšega. To je tako, kot bi bil vaš pomočnik, ki bi imel IQ 150, samo morate ga na ta prav način uporabiti. Če mu date slabo delo ali mu ne zaupate, potem ni efekt. In prav vprašati, ne? Ker on je samo kopilot. Pilot smo pa mi, ne? Še vedno, on samo pomaga. Tako, to je samo orodje. Se pogledajte, ko se premikamo z avionom, se premikamo s 1000 km približno na uro, ne? Peš pa hodimo s 5 km na uro. Ampak mi smo tisti, ki odločamo, kam bomo šli. In podobno je s kopilotom. Copilot je, ali pa recimo ChatGPT, to so orodja generativne umetne inteligence, ki nam omogočajo strašen preskok naprej. Sprav, s tem lahko profitiraš kot posameznik, kot skupina, kot Slovenija
Samo vprašanje, ali se ti med prvi ali med zadnjimi, ki to naredi. Podobno je bilo, ko so uveljavljali stroje, podobno, ko so uveljavljali robote, posod so govorili, ja, zdaj bomo pa brezposelni, pa groza bo, pa roboti bodo prevzeli naša dela, pa nam bodo oni dirigirali, kar bomo delali. Vse tiste države, ki so hitro upeljale robote, ki so hitro upeljale znanost, stroko, tiste živijo bistveno bolje kot pa preostale. No, povejte mi, kaj bi rekla umetna inteligenca, če bi jo v Združenih državah Amerike vprašali, kaj so to, kakšni droni so to, kaj leti nad Ameriko. Tudi tu ni dovolj nekih podatkov. Ja, če se vprašate o dronih ali pa recimo... Kaj zdaj leti nad New Jerseyjem? Droni letijo, ne, zelo verjetno, ker če gledate posnetke, kako se premikajo, ne, to so očitno droni. Ne. Čigavi? Tega ne vemo, saj kaj jaz ne vem. počnejo? Ne vemo, jaz ne vem. Zdaj, pričakovati, da bomo vse vedeli, veste, če podatkov ni, se ne morate vedeti, kdo to dela. Ne. Ampak glede na to, kako se premikajo, ne, po zraku, je očitno, da so neki droni. Če bi ugibal, bi rekel, da je to nek kvaliteten dron, ki pa potem z neko maketo nadgrajen, ima neke lučke gor, ki utripajo. Ali se to neki, rekel, navdušenci igrajo, da so veseli, ko povzročajo neke... Se spomnite nekaj časa, ko so bili tisti krogi v žitu? Ja, žitni krogi. To so delali ljudje. Ne? Ali pa se spomnite, recimo, še zdaj imate polno oddajo o Bigfootu, se pravi o tem, ko neko bitje naj bi živelo podobno neki gorili v ameriških gozdovih. Ampak se vam ne zdi, da bi za sabo pustili kakšne drekce in bi z tistih drekcev lahko ugotovili DNK. Pri nas delamo tako analizo, da ugotavljamo, koliko risov je, koliko volkov je, pa medvedov. Ne? V Ameriki pa ne bi znali tega ugotoviti za neko novo genetsko drugačno bitje. Torej, več je teh teorij, ne, kaj zdaj pomenijo te droni. Za konec še sprašujem za vaš komentar. Ena je taka teza, da pač se je izgubil neki jedrski material, mogoče neke jedrske glave, nekega ukrajinskega orožja izpred 30 let, ko je šlo za razorožitev. To je ena stvar in da te droni iščejo to radioaktivnost pri tleh. Druga stvar, še bolj srhljiva pa je, da pač zdaj želijo uvesti neke izredne razmere, mogoče, da bi predsednik Biden odstopil v tem zadnjem mesecu, da bi podpredsednica Kamala prevzela oblast in da bi izredne razmere uvedli, da ne bi mogel zapriseči novi predsednik. Kaj vi mislite o teh teorijah? Ja, mislim, da so te teorije manj škodljive kot to, da Slovenci ne bodo izumrli in mali evropski narodi. Zato, ker, če pogledate te teorije, ne, se zdaj so prepovedali v New Jerseyju na precej področjih v mestih, da poletavajo ti droni in so neko analizo začeli so malo slediti, skratka stvari se nekako urejajo, ampak imate ogromno teh idej, ne, recimo ploščata zemlja, kaj pa je, seveda traparija, ne, ampak kaj pa to škodi, saj nobenemu nič ne škodi, taka napačna ideja, ne, ampak če pa vi mislite, da slovenski narod ne bo izumrl z rodnosti 1,5, 6 in mislite, da se to ne bo zgodilo malim evropskim narodom, pa dejansko še potem, rekel, poveličujete oziroma čim več ljudi vabite v te kraje, ne, potem seveda ste odgovorni za izumrtje vseh teh malih narodov. In to ni mala stvar. Če jih na hitro pobijete v vojni, to se strinjamo, da je slabo. Če jih pa pobijete v nekaj oziroma jih odstranite v nekaj stoletjih, a je to dobro, je to slabo? Ja, po moje je to približno časovno gledano, zgodovinsko gledano rezultat enak. Sprav, tisti, ki nočejo priznati, da recimo slovenski, hrvaški in drugi mali evropski narodi izumirajo, tisti so krivi. In ali res tega ne razumejo, kar ne verjamem, ali pa to delajo namenoma, bolj ali manj zaradi tega, ker imajo zaradi nekih ideologij upravne možgane. Ne. In to teorijo, ki ste omenili, ne, zaradi mene, če v New Jerseyju letijo ali pa ne letijo droni, je čisto vseeno. Medtem ko je naloga stroke, da pomaga ljudem in ljudje imajo težave s tem, ko hočejo imeti otroke in se mučijo in trpijo, zaradi te ideologije to pa ni več šala. Dobro, profesor dr. Matjaž Gams, veliko sreče vašemu domačemu zdravniku, zdaj v tej digitalni obliki, ne več te debeli knjigi. Jaz vam želim vse dobro, tudi v novem letu in hvala za vaše komentarje. Hvala lepa in vsem najlepše, najboljše.
To je bila to oddaja Drzni zmagovalci. Hvala za pozornost. Nasvidenje.